dobrodošli na ekosistemski kmetiji Dole. To območje je veliko 1,5 hektara. Narava ni pustila tu veliko naravnih dobrot. Zemlja je zbita, glinasta, v poletnem času zelo visoke temperature, tudi 38 in več, po zimi zelo hladno, ampak kljub temu v takem naravno neugodnem okolju bomo v nadaljevanju videli možnosti, kako lahko samooskrbno preživimo, ne da pretirano fizično delamo in seveda ne zalivamo dodatno, ne prekapamo zemlje, ne obračamo je in zelo skrbimo za naravne opraševalce. Na tem območju je bilo v preteklosti samo travnik, nihče ni obdeloval in že zelo dolgo časa je pod družino Volk, zato sem se tudi sama odločila, da to rodovno posest nadaljujem. Zdaj v 12 letih je nastalo kar nekaj ureditev, predvsem vertikalne grede, grede z kompostiranjem, potem kar precej območij, ker raste jagodičevje, preko 100 sadnih dreves in vsa možna zelenjava in zelišča. To, kar potrebujemo, če hočemo biti vitalni in če hočemo dejansko preživeti danes v tem kar neugodnem času. Tako da v nadaljevanju si pa pogledamo različne pridelovalne sisteme. Pa poglejmo prvi pridelovalni sistem, torej poudarek je, da ne bomo zemlje obračali, da ne bomo nič hodili po zemlji, tudi ne dodajali živalskih gnojil, zato ker živalska gnojila lahko povzročijo različne bolezni. In prvi taki pridelovalni sistem so gomile. Tukaj vidimo 3 gomile. Zemlja, kot rečeno, tu po naravnem stanju je zelo zbita, trda in ne bi mogla obdelovati, vkolikor ne bi bile grede v obliki hribov. Zgornji del je rodovitna zemlja. To zemljo sama delam, tako da vidi se, da je zemlja rahla, da ni zbita, tako da mešam listje, seno, zemljo, to zbito zemljo skupaj z mivko. In na ta način potem se skompostira in nastane rahla zemlja. V sredinski plasti so stare cunje in pa ovčja volna, ki imajo nalogo, da vodo držijo. To je to vlago, ki prihaja iz zemlje in ta, ki prihaja od padavin. Čisto od spodaj je pa naložen les. Les pa ima vlogo, da cel sistem diha. In na tak način, ko dežuje, gre voda skozi ta sistem, v sredini se ustavi in potem voda je na razpolago koreninskemu sistemu, tako da zato se rastline tukaj nikoli ne zalivajo dodatno, ampak si same pridobijo vodo. To, kar je moja naloga, je, da rastline, ko dozorijo, jih uporabim ali za predelavo ali neposredno kot živilo in dodajam nove sadike. Tako da to nam zdaj bistveno olajša pridelavo na neki taki neugodni površini. Drugi pridelovalni sistem je podpobočna greda. Od zgoraj je pobočje, naredimo jo tako, da damo eno blokado ali les, desko ali opeko in potem 2 metra v stran, v dolžini 2 metrov, nasujemo gozdno listje v debelini 20 centimetrov. V tem gozdnem listju naj ne bi bilo kostanjevega listja in pa listja od hrasta, nič je posamezno, ampak ne preveč in pa nikakor ne orehovega listja. Ostalo je lahko, torej imamo travno površino, imamo listje in potem z motiko zasekamo in zemljo potegnemo čez. Tako da imamo zemljo, listje in spodaj travno površino. V roku pol leta travna površina se spremeni v mehko zemljo, tako da korenine brez težav rastlin gredo globlje, lahko pa mi takoj, ko to gredo naredimo, lahko takoj začenjamo saditi. In zopet nismo nič zemlje obračali, njen zalivalni sistem je pa pobočje, ki je nad gredo, moramo pustiti čim bolj nepokošenega, odlagamo tudi različno biomaso, da vzame vodo in ta voda potem počasi pronica pod zemeljsko površino do korenin rastlin. In to je potem pot, da ta voda ne more izhlapeti, ampak ostane v zemlji.
Tretji pridelovalni sistem so kompostne grede. Kompostne grede lahko umeščamo kjerkoli, kjer nam dopušča prostor, in v redu je, da imamo čim bolj v ravnini, v dolžini neke daljice, premice. Nastane tako, da ostanke iz grede kar puščamo, predtem pa od spodaj naložimo stare cunje v obliki žog, tako da jih naložimo ene poleg druge in potem na to nalagamo kompost, torej ostanke od rastlin. To pa iz tega vidika, da od spodaj prihaja vlaga in zopet, če pogledamo tako zemljo, taka zemlja je zopet zelo rahla in nam omogoča, da lahko v njej gojimo tudi rastline, ki hočejo rahlo zemljo, kot so recimo korenovke, gomoljevke, ki ne marajo zbite zemlje. Kompostna greda celo leto deluje, od spodaj dobiva vlago, potem pa, ko mi poljščine poberemo, jih zopet menjamo in po zimi, ko pa ni vegetacijske dobe, takrat pa odložimo ves ostali kompost, ki smo ga imeli tekom leta, zopet na površino in spomladi takoj začenjamo z gojenjem. Četrti pridelovalni sistem so pa grede v škatlah. Te nam omogočajo, da lahko pridemo do semen rastlin, ki imajo daljšo vegetacijsko dobo, recimo to je azijska zelenjava, ki je bila sejana lani v avgustu. Čez zimo je delala v pokriti škatli listje, plodove, sedaj pa je šla v cvet. Naredimo jo tako, da postavimo deske, torej škatle, in na dnu zopet položimo cunje v obliki krogel, žog, s tem, da deske oblečemo s filcem, zato da nam vlaga ne uide ven. Tako da imamo deske zavarovane s filcem, od spodaj imamo stari tekstil in potem dodamo zemljo. Tudi ta zemlja, če bi jo pogledali, je povsod rahla, ker je ves čas, ko rastline menjujemo, dodajamo dodatni kompost iz listja, sena, zemlje, mivke in na ta način se zemlja obnavlja. Prednost teh gred v škatli je, da so po zimi pokrite, zato temperaturo ohranijo in zeleno vegetacijo, zelene rastline lahko ohranimo tekom zimskega dela leta, medtem ko pa v spomladanskem in pa v poletnem času pa jih odpremo, pa dobivajo padavine iz neba in lahko dosežejo potem cvetno fazo, kar je za opraševalce pa za semena zelo pomembno. In še peti pridelovalni sistem, to so pa visoke grede, ki so verjetno najbolj poznane med ljudmi. Prednost visokih gred je, da so grede dvignjene, spodaj imajo isto les, v sredini zadrževalno plast za vodo, torej stare cunje, ovčjo volno, listje in potem na vrhu je zemlja. To zemljo delam sama s kombinacije organske mase, torej kompostiranja in pa z meščanjem te trde zbite zemlje s pomočjo mivke. Tudi tukaj, če bi tako na hitro pogledali zemljo, vidimo, da je zemlja rahla, da ima dovolj organskih snovi in na ta način se zopet tu ukvarjamo samo z gojenjem rastlin in zemlje ne obračamo, ne rahljamo. Te gred nikoli ne spreminjamo, ko imamo enkrat narejene, so večne. Tudi po 10 letih ne spreminjamo ničesar, samo dodajamo kompost. Ko se okvir začne meščati, drobiti, ga lahko zamenjamo tako, da okoli dodamo samo novi les, pustimo centimeter, dva, tako da ustvarimo zračni most in ta prevzame vlogo zaščite pred izhlapevanjem vlage. Tako so namreč te grede tudi narejene, da imajo 4 špice, na katere je nabit les in potem je bil dodan tale okvir. Tako da grede imajo okoli zračni okvir in ne uporabljam folije, kajti folija pri stiku z zemljo sprošča mikroplastiko, ta prehaja v zemljo, v rastline in potem v naše telo, kar ni ugodno. Zdaj pa vstopimo še v rastlinjak. Rastlinjak ima vzdevek tudi zelena hiša, zato ker tukaj je pa možno pridelati semena, ker je ves čas
vegetacijska doba tudi v zimskem delu, ker je zaščiten z lesom in omogoča, da tudi ko je zunaj že hladno, tukaj ostane dovolj visoka temperatura. Tako da tu pripravljam semena od solat, potem semena za gabes, semena za redkvico, za repo, potem so za vrtno krešo, potem blitva. Namen je, da pač čim več semen pridobim sama, iz tega vidika, da jih lahko potem vračam v predelavo. Tukaj potem semena tudi pripravljam v sadike, tako da je ves čas različna faza teh sadik. Ene so še manjše, ene so že večje, gredo ven in gojim tudi posebne rastline, kot je korenina svetlobe, ki se tako ovija po spenjalnem delu in ta korenina svetlobe je pridelana tako, da od znotraj je bilo dano listje, potem pa zemlja z mivko, korenina svetlobe hoče kremenovo mivko in sedaj dela koren, ki ga potem do jeseni naredi v obliki špirale. Zato so posode tudi manjše, zato da se te špirale bolj napolnijo. Seveda pa je klasični sistem pridelave korenine svetlobe taki, da se v ogromnih koritah dela, kar pa sama poskušam pokazati bližnjico, potem za ljudi, ki nimajo možnosti take pridelave, kako lahko mi na en taki poenostavljen način prav tako pridelamo, v tem primeru korenino svetlobe. Zdaj rastlinjak se zaliva z deževnico iz čajnice, voda je tukaj. Glede na to, da so vpojne plasti dodane v gredah, se zaliva 2-krat na teden. Malenkost je odvisno tudi od tega, kakšno je vreme zunaj. Torej, če imamo tako zbito zemljo, kot je tu, se tudi v rastlinjaku uporabijo visoke grede, kajti bilo bi nesmiselno, da se borimo z naravo, z obdelavo trde zbite zemlje, če pa lahko v posodah in pa v koritih prav tako pridelamo. Opozorila bi samo na to, da gojenje v posodah zahteva, da od spodaj vlagamo vpojne plasti, v tem primeru je pa to listje. Tako da damo v posodo polno listja, potem naložimo zemljo, teža zemlje stisne listje do polovice in potem naložimo zemljo in sadimo rastline, ki jih želimo. Na ta način se zemlja v loncih ne zbije, ostane mehka in od spodaj se razvije zelo veliko deževnikov. Tako, zdaj smo si ogledali različne pridelovalne sisteme, torej pridelamo lahko na ta način kar dovolj zase in to nam je ena taka velika podpora, da ni potrebno toliko fizično delati, da se ne borimo proti naravi, ampak da z njo sodelujemo in narava nam to potem v bistvu tudi vrača. Ko pridelamo, seveda moramo shraniti, tako da poglejmo še v zemljanko, na kak način lahko tudi povsem naravno shranjujemo naše izdelke. Zdaj v zemljanki je konstantna temperatura med 12 in 14 stopinj. Nihanje temperature vemo, da škoduje pridelkom in predelkom, zato je glavni cilj zemljanke ta, da je ohranjena ta enotna temperatura, da lahko potem shranjujemo to, kar pridelamo skozi daljši čas, tudi 2 leti. Potem obstane. Predelujem dejansko vse od rabarbera, jagodičevja, potem zelišča v obliki hidrolatov in eteričnih olj, potem razne vloženine v kisu, potem sadje, ki je vloženo za namene izdelave žitnih ploščic, potem zeliščna sol, potem je tudi nekaj likerjev zeliščnih in pa aronija, ki pa ima tudi posebno antioksidativno vrednost in potem iz tega se izdelujejo tudi vitalni napitki, kjer se dodaja kopriva in pa regrat skupaj z jagodičevjem in to tvori tudi eno tako podporo našemu organizmu. Tukaj je nasad sibirskih borovnic, nasad je še mlad, je zdaj 4. leto. Za sibirske borovnice ne potrebujemo nobene posebne tehnike, tako kot na primer za ameriške borovnice. Glede na to, da je površje tu zelo neugodno, plitva zemlja, glinasta, obrnjeno na zahod, torej zelo topla lega, sibirske borovnice vseeno lepo rodijo, zlasti letos je
nadpovprečna sezona, in jih posadimo samo v travno rušo, tako da ni potrebno širše odkapanje in samo prvič jim dodamo malenkost organskega gnojila. Potem pa ni potrebno ničesar več in je to ena izmed jagodičevk, ki se zelo obnese na podeželju, kjer so na primer taki neugodni pogoji, ima pa zelo veliko C-vitamina in krepi imunski sistem. Tako da predlagam sibirske borovnice povsod tam, kjer so lege neugodne, ker te so navajene na take neugodne lege. Zdaj smo pa na območju, kjer gojim zelišča. To območje ima zelo plitvo zemljo in na taki skromni izbrani zemlji ne bi bilo smiselno gojiti zelenjave. Poleg tega je na vrhu pobočja, kjer je tudi vpadni kot sončnih žarkov cel dan zelo velik. Zato sem se odločila, da je to najbolj primerna lega za gojenje zelišč. In sicer se gojijo tako, da so tudi narejene gomile, ki gredo v smeri sever-jug, zato da nimamo ene lege izrazito na sever obrnjene, vendar te gomile imajo samo pomeščano zemljo s pomočjo mivke. Ne dodajamo pa nobenih zadrževalnih plasti za vodo, ker zelišča ne potrebujejo veliko vode, ker potem ne morejo razviti eteričnih olj. Tako da, če imamo mi neugodno zemljo, skromno zemljo, potem samo s pomočjo mivke zmeščamo, ne dajemo pa nobenih plasti, da bi dodatno vlago zadrževali. Tako tu gojim od rožmarina, svetlina, mete, melise, žajbla, omana, sleza, rastline, ki nam podpirajo zdravje. Recimo za meliso vemo, da nas pomirja in meliso je zelo smiselno imeti pri sebi, zlasti zvečer ali pa, če smo izpostavljeni kakim neugodnim vplivom. Meta nam daje energijo, nam povrača bolj intenzivni srčni utrip, tako da meta se pije za poživljanje. Sploh meta pepermint je taka zelo iskana in je tudi smiselno, da jo gojimo. Zdaj, rožmarin je po novem, zdaj nekaj časa, tudi v skupini konzervancev, tako da ga posušimo, ga zmeljemo in ga lahko uporabljamo pri shranjevanju živil, da se nam živila ne pokvarijo. Potem je veliki oman, on spada v skupino antidepresivov, zlasti korenina, je treba tudi zelo občutljivo z njo ravnati, sicer pa ga uporabljamo za zmanjševanje stresa, malo pobeg od takega bolj težkega življenja in uradno v medicini je tudi kot zdravilo imenovan. Potem tu zadaj je še komarček, potem je ameriški slamnik, potem je svetlin in pa za nami je tudi vrtna herfa, ki igra rastlinam, ko piha veter. Vemo, da je zvok v življenju rastlin in živali ter človeka zelo pomembna komponenta, tako da je tu skupaj povezano vse to, kar omogoča nam eno tako vitalno življenje, eno močno povezavo z naravo, pa tudi možnost, da lahko gremo v sebe, se pomirimo, razvijemo tudi duhovna znanja in na ta način prihajamo potem do neke take lastne samouresničitve.